V Sloveniji se prometna varnost izboljšuje, pravijo strokovnjaki, morali pa bi spremeniti še nekaj navad, kot je denimo vožnja brez varnostne razdalje. Premajhna varnostna razdalja vsako leto povzroči na stotine nesreč. Da bi se tega bolj zavedali, so ponekod že postavili elektronske table, ki voznike opozarjajo, če razdalje ne upoštevajo. Janez Vusenik. Medčloveška bližina je lahko zelo lepa stvar, ampak ne čisto vedno. Če smo na cesti, lahko preveč bližine tudi škoduje. Pravila pravijo, da bi morali med nami in vozilom, ki vozi pred nami, vedno pustiti toliko prostora, kolikor ga prevozimo v 2 sekundah. Povprečen človek namreč potrebuje 2 sekundi, da nevarnost opazi in začne zavirati. Ogromno nesreče je zaradi tega, na srečo teh najhujših niti ne, ampak veliko manjših, katerih posledice počutimo vsako jutro. Saj poleg škode povzročajo tudi zastoje. Voziti preblizu je kaznivo. 200 evrov, kadar voznik ne vozi na ustrezni varnostni razdalji, in pa tudi 300 evrov ter 3 kazenske točke, kadar voznik ne vozi na ustrezni varnostni razdalji, ki je določena s prometnim znakom. A težave v tem, da pravila varnostne razdalje v Sloveniji še nimamo v vozniški kulturi, pravijo strokovnjaki. Ustrezna varnostna razdalja pomeni, da bo nekdo takoj izkoristil prostor, se urinil med 2 vozili. Zato samo kaznovanje ne prinaša napredka, so prepričani. Tole je bolj prijazen način. Opozarjanje voznikov, da morda ne vozijo najbolj varno. Če pogledamo na izkušnji iz prikazovalnikov merjene hitrosti, tako imenovani vi vozite, to ima res velik vpliv na zmanjšanje hitrosti. Zato smo se odločili, da konec lanskega leta nabavimo 3 take sisteme, ki pa bodo prikazovali varnostno razdaljo. Nekaj takšnih tabel so že postavile nekatere občine. No, prve 3 poskusne državne agencije pa bodo namestili na Štajerskem in Koroškem. Mikrolokacija bo pa znana v prihodnjem tednu. In če bodo ugotovili, da table izboljšujejo varnost, bodo lahko postale stalnica na mnogih cestah po državi.